Ob 200-letnici rojstva Arnolda Riklija smo 13. februarja simbolično vstopili v svet sončnega dohtarja, kot so ga tudi imenovali. Na slovesnosti, ki so jo v sodelovanju s partnerji pripravili v Zavodu za kulturo Bled, so se v umetniškem programu prepletli življenjska pot Arnolda Riklija, osnovna načela njegovega zdravljenja in bogata dediščina, ki nam jo je zapustil. Pionir naravnega zdravljenja, slavni atmosferski zdravnik je Bledu vtisnil globok pečat tako na področju naravnega zdravljenja kot na področju kulturnega življenja, kar je bilo prikazano tudi v predstavi, ki jo je režirala Irena Rugar-Krajcer. Sodelovali so ljubiteljski igralci v vlogi Arnolda Riklija prepoznavni Lojze Ropret, umetnica slikanja v pesku Ulijana Dorofejeva, slovesnost pa je povezovala Mojca Mavec. O zanimivostih iz življenja Arnolda Riklija na Bledu je tekom prireditve spregovorila tudi z Vojkom Zavodnikom. Arnold Riklij ne bi bil tako uspešen, če ne bi bil tudi dobro organiziran in podjeten, zato ga lahko štejemo tudi kot začetnika organiziranega turizma na Bledu. Iz njegovih spoznanj pa lahko še danes zajemamo na številnih področjih. Jaz mislim, da je zdaj sploh po koroni čas, kajti med korono smo marsikaj razmišljali. Takrat smo dobili neko brco, bom rekel, da naredimo kakšne korake sami naprej, in jaz sem prepričan, da je ime Riklija tisto, ki nas lahko popelje precej v prihodnost in da bodo, bom rekel, naši turistični ponudniki, tisti, ki snujejo turistične produkte, zaznali oziroma so že zaznali, kaj pomeni ime Riklij na Bledu, kaj pomeni v svetu, in jaz sem prepričan, da ga bomo predstavili svetu v najboljši luči, bom rekel, tako na tisti turističen način, kot na ta zgodovinski, ki je seveda prav tako pomemben. V Zavodu za kulturo Bled so osrednjo slovesnost načrtovali in pripravljali več mesecev. Projekt Riklij pa ni le slovesnost, ampak je zastavljen dolgoročno z novimi proizvodi in doživetji. Ta slovesnost je nekako začetek Riklijevega leta, mi razmišljamo in smo seveda že pri snovanju današnjega večera in pa tudi prikaza Riklijeve dediščine želeli, da to ne bo enkraten dogodek, da to ne bo dogodek, ki bo minil v enem dnevu, pač pa bo od njega tudi nekaj ostalo. Se pravi, ta film, ki smo ga danes videli v predstavitvi, Riklijeva rezina, Riklijev medaljon v čokoladi, potem tudi ta bolj moderna, digitalizirana oblika možnosti, da se slika obiskovalec z Riklijem. Te zadeve se selijo nagrad. Računamo, da se bo iz tega dobrega sodelovanja zadnjega pol leta, ko smo se res trudili, časa ni bilo veliko. To so projekti, ki terjajo ogromno angažiranosti. Upamo, da se bo iz tega sodelovanja z gospodom Zavodnikom tudi v bodoče še kaj dodatnega razvilo. Vojko Zavodnik, skrbnik dediščine Arnolda Riklija, je tisti, na katerega se zaradi njegovega širokega vedenja in poznavanja dela in življenja atmosferskega zdravnika vedno znova obračamo vsi, ki bi o Rikliju radi izvedeli kaj več. Glede na dolga leta vašega raziskovanja, zbiranja, prepričevanja, marsikdaj, kakšen je za vas danes dan? Zame je čudovit dan, v katerem sem lahko samo sanjal, uresničil se je več, kot sem si želel in pričakoval. Gospa Romana mi je ravno prej rekla, da se spomnim, ko smo imeli intervju leta 2018 in sem rekel, čez 4 leta bomo imeli Riklijevo praznovanje, moramo se potruditi, da bomo pravilno in pošteno obeležili ta poseben dan. No, in danes je bilo to najlepše, kar je bilo možno narejeno. Tako da sem srečen, zahvaljujem se Zavodu za kulturo, za vsem, ki so sodelovali, režiserki in vsem, ker smo pripravili celovit dan skupno z študenti. Začeli smo tiste prave osnove, ki nas bodo pripeljale naprej. In kam od tukaj naprej? Ja, zdaj je tako, jutri moram napisati dejansko, ravno to bi želel, da bi naredili eno prošnjo za vpis Riklijeve dediščine, atmosferske v nesnovno slovensko dediščino, ampak saj, da bi nas registrirali, ker potrebujemo nosilce, tako kot sem že povedal, zdaj jih imamo izredno malo, ste videli to, kar imamo, smo pokazali, potem je pa naprej, so naslednji članki, raziskovanja, tu je še toliko novih stvari, Sava grupa ima kup ideje, videli so, danes so predstavili tudi kruh,
čudovit kruh, ki smo ga 3-krat preizkušali po recepturi Riklija in ni važno, kdo kaj naredi. Važno je, da se naredi to skladno z originali, z primarnimi viri in da na tem slonimo in baziramo. Res, hvala tudi vam za vse sodelovanje. Danes je res poseben čudovit dan. Mislim, da se gospod Rikli gor ali spekla nekam nam ploska in se veseli.